Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni. Kristi sem ponovno z vami z seveda novo energijsko napovedjo, ki vsak teden nekako pomaga usmeriti vse vas, ki me spremljate. To pomeni se pripraviti na določene energije, kajti ugotovili smo, da resnično, če tako pogledate po tednih, je vsak teden nekaj drugačen. Ne? To pomeni, ko imamo polno luno, se nekaj dogaja, ko imamo določene portale, se nekaj drugega dogaja. Skratka, vedno so energije zelo zabavne in vedno plešejo na resnično različne načine. V mesec september smo definitivno osoba zelo zanimivo. To pomeni, da ta polna luna, ki je bila 2. septembra, je definitivno naredila svoje, aktivirala je zelo intenzivne energije, a ne? Zdaj bi pa v bistvu, o tem sem že govorila prejšnji teden, zdaj pa bi v bistvu rada mečkam se dotaknila tega, kaj pa zdaj sledi po taki polni luni in kaj pomeni portal 99. Ogromno ljudi me je vprašalo, kaj pomeni, Kristi, ta portal 99, o katerem govoriš in kaj so v bistvu te numerološki portali, zakaj so to posebni. Najbrž ste že sami ugotovili, da je narava, življenje, duhovne energije, da je vse dostikrat zapakirano pod neko tako numerološko kodo. To pomeni, da če znamo stvari zelo dobro opazovati, pa če znamo opazovati številke, vedno ugotovimo, da se okrog njih dogaja nekaj definitivno zanimivega. Tako da vsi smo že ugotovili, da recimo, ko je 11.11 pa 11.1, da je dober dan za manifestacijo. Vsi smo že ugotovili, recimo, da je petek 13. malce drugačen dan, da energije takrat bolj zanimivo, zelo mistično tečejo in tako naprej. In dejansko vse te numerološke kode pa tako naprej so z opazovanjem preko zgodovine zelo zbudile zanimanje pri ljudeh. Ugotovili pa so ljudje, torej že od nekdaj in šamani, zdravilci in tako naprej, vsi mi, ki učimo tudi v duhovnosti, smo ugotovili, da dejansko, ko se te neke numerološke sekvence ponavljajo, zato tudi dosti ljudi pravi, joj, dostikrat vidim številko 888, kaj to pomeni, pa 777, pa kaj to pomeni in tako naprej. Smo ugotovili, da ko pritegne številka našo pozornost, da se nekaj okrog njih dogaja, da vemo, da imajo nek poseben pomen. To je pa zaradi tega, veste, ker angeli in ostala eterična bitja zdaj vejo, oni vejo, da mi preko teh številk, ki smo jih sicer sami skanalizirali, oblikovali, kakorkoli že, da mi dojamemo sporočila. Dostikrat je človeški svet zelo slep za sporočila vesolja, to morate priznati. Dostikrat ljudje bi jim lahko nekaj na glavo padali, pa ne bi dojeli, zakaj jim je to na glavo padali, pa kaj jim hoče povedati, ne? Ampak tukaj se gre pa definitivno za to, da preko teh številk prihaja do zelo močne neke duhovne sekvence, to pomeni do nekega močnega duhovnega aktiviranja sporočil zaradi tega, ker takrat so vsi ljudje močno pozorni na te številke, takrat so vsi ljudje nekako pozorni, kaj to pomeni, kar pomeni, da se že na kolektivnem nivoju se izoblikuje neka velika sporočilnost. In ko vesolje, eterična bitja in angeli to vedo, definitivno uporabljajo, temu rečemo, take portale, numerološke portale, da dajo ljudem vedeti, kaj je naslednji korak, kaj je to. Zaradi tega se to tako dogaja, razumete? Zaradi tega so taki posebni dnevi dobesedno postali portali. Če imaš ti, ko recimo čarodejem po celem svetu, ki v petek 13. delajo obrede, seveda, da se bo zgodila zelo močna energija in seveda bojo takrat v bistvu te eterični magi, Merlin in podobno zelo močno takrat dela s človeštvom. In mi smo trenutno seveda pred enako, torej neko numerično sekvenco, torej pred portalom 99, ki nam bo pa nekaj povedal. In zdaj bi rada spregovorila o sami številki 9. Zakaj je številka 9 to posebna? Ne vem, koliko jo poznate. Definitivno sem jaz zelo raziskvala, zato ker sem pač rojena pod številko 9, ampak številka 9, ki bi jo šli raziskovati, je številka, ki dejansko simbolizira konec nekega cikla, zato ker po 9, razumeš, se potem spet vse začenja na novo. To pomeni, da potem spet prihaja enka, potem je ona v igri, razumeš. Torej 9 je tista, ta zadnja kraljica, ki reče, ki vse zakodira in reče, jaz bom zaključevala, na takle način bom zaključevala, zato da se bo lahko začel nov cikl, zato da se bo
lahko začelo neko novo obdobje. Ne? Zaradi tega številka 9 velja za neuničljivo številko, številko, ki vse zmore, številka, ki lahko s pomočjo tudi duhovnosti marsikaj presvetli, skreira, zmanifestira in določi, kako bo, ko se bo začel nov cikl. Enka lahko manifestira zaradi tega, ker enka je pa čista številka manifestacije, kar pa vem, da že veste, ampak enka lahko manifestira zaradi tega, ker je njej 9 pripravila pot, razumete? Zaradi tega enka lahko manifestira, zato ker je 9 pač prečistila energije. In zdaj v portalu 99 bi vam definitivno svetovala, da pogledate v energijsko čiščenje vseh vrst, energijsko čiščenje vaših prostorov, da mogoče malo tudi fizično pospravite, da prekadite s kakšnim kadilom ali pa da prekadite s kakšnimi eteričnimi palčkami, lahko tudi dvignete energijo prostora s svečkami. Definitivno bi vam to zelo močno svetovala, sploh zato, ker so majčkene zdaj energije v zraku, se čutite sami, so majčkene nestabilne, Potem bi vam svetovala, da prečistite svoje misli. To bi vam definitivno svetovala, prečistite svoje misli, zato ker zdaj je bilo toliko enega intenzivnega razmišljanja, pa kup enih izmenjav mnenj in tako naprej. Skratka, dostikrat več ne veš, kaj bi mogel razmišljati, kaj bi mogel reči, kako bi mogel delovati, tako naprej. In v takih obdobjih je zelo pomembno, da ne zgubiš tega svojega notranjega glasu, da znaš vedno znova poslušati sebe, razumete, Tako da definitivno je to zelo pomembno, da prečistite seveda posledično, ko prečistiš tale svoja razmišljanja, potem pridejo na plano tudi čustva. In malce bi vam seveda v povezavi s čustvi svetovala tudi, da prevetrite malce svoje odnose. Če imate komu kaj povedati, povejte zdaj. Zdaj je prišel čas, da greste lahko v odnosih na novo stopničko naprej, ker ta možnost se bo pokazala. Dajmo zaključovati odnose na tak način, sploh če so bili zdaj napeti s pogovori, z jasnim mnenjem, mogoče določeni ljudje sploh niso vedeli, kaj vi mislite, pa zakaj vi tako razmišljate, pa mogoče sploh niso nič tako hoteli, kot ste vi mislili, da hočejo, ali pa seveda obratno. Komunikacija. Dajte vse karte vršiti na mizo. Eno lepo 9 srčevo vršite na mizo, to bi vam definitivno svetovala. Tako da, to je tisto, kar prihaja zdaj ta teden. Zdaj bi pa še majčkeno rada spregovorila, še malce video učenja z moje strani, o ljudeh, ki veliko razmišljate. Glede na to, da sem rekla, da dajte prevetriti svoje misli, vem, da ste tisti ljudje, ki ste najbolj duhovni in ki zelo radi se spoprimete z duhovnostjo, pa tudi z duhovnimi tečaji, pa tako naprej, smo ugotovili pri vas eno stvar, da ste pa to tudi ljudje, ki blazno radi razmišljate. In dostikrat taki ljudje se tudi obračate name in pravite, joj, a bom jaz uspela kdaj biti duhovna, zaradi tega, ker jaz ful intenzivno razmišljam, moja razmišljanja so res, a veš, Kristi, moja razmišljanja, jaz skozi nekaj meljem v glavi, skozi imam neke hrčke. Tako da, dragi moji hrčke, vsi ki imate intenzivne misli, dostikrat vidim pri vas, da se za te misli, kako bi vam rekla, ne vem, ne obtožujete, krivite, ampak mogoče celo malo opazila sem, da dostikrat rečete, joj, zakaj imam toliko misli, pa ne bom mogla meditirati, pa razumete, ful imate neke te težine glede tega, te teže glede tega, da veliko razmišljate. Jaz bi vam pa rada zdaj nekaj povedala. Ni vedno to tako, da ljudje, ki so veliko v mislih, pa veliko analizirate, ne pomeni, da niste duhovni, daleč od tega. Zato bi vam rada zdaj razložila, kako v bistvu, kaj so v resnici ta razmišljanja, Mi, ko dobimo neko informacijo iz samega vesolja, gre najprej seveda v naš intuitivni del možganov. Ampak intuicija potem obdelavo informacije pošlje možganom, zato da oni prilagodijo glede na
na tvoje vzorce, na tvoje potencijale, na to, kaj ti lahko dosežeš, glede na tvojo preteklost, glede na okoliščine, ki imaš in tako naprej. In možgani zelo velikrat postanejo tista prilagoditev za te duhovne energije, zato da sploh lahko to gre potem v neko fizično izvedbo. In to je tisto, kar ljudje ne razumejo. Okay? V tem primeru so možgani pomočnik. In ponavadi novite verjeli, da zelo duhovni, zelo globoko duhovni ljudje so tisti, ki znajo ponavadi najbolj razmišljati. Zaradi tega, ker dobijo toliko močne intuitivne informacije in potem naredijo vse in iščejo vse možnosti, da bi to lahko tudi izvedli, ker nekaj dobi duhovno informacijo, nekaj pa je se zaveda, da živimo na zemlji, ne? In da to prilagoditi in da v bistvu to spraviti v prakso, pa včasih malo teže, se bomo vsi strinjali. Ne? A razumete, kaj vam zdaj hočem povedati? Tako da, to, da ne boste mislili, da ste to ljudje, ki nimate duhovnih sposobnosti, ampak hočem vam povedati, da vaši možgani delujejo na tak način. Eni dobijo intuitivno informacijo, pa jim gre direktno v čustven sistem, kar malo preskoči možgane, nekateri pa pač na tak način iz tukaj manifestirate in na ta način tudi operirate. In zdaj vprašanje tukaj na mestu ni, zakaj bi vi hoteli to izklapljati. Zakaj bi vi hoteli to izklapljati? Vam je to super pomočnik. V bistvu vi ste hoteli mene s tem vprašati nekaj drugega. Vas bolj zanima to, predvsem, zakaj vas te misli pol obremenijo. Nekaj je, da ti razmišljaš, pa si v tem kreativnem miselnem procesu zaradi tega, ker dejansko hočeš zasidrati tisto, kar ti je bilo preko intuicije predano. Nekaj drugega pa definitivno postane, ko to rata breme. To pomeni, ko grejo možgani predaleč. To pomeni, ko oni padajo ne v kreativen proces, ampak v proces blokad. To pomeni, da težava nastane tam, ko ti dobiš intuitivno informacijo in možgani na podlagi v bistvu zelo težkih izkušenj, ki so zdaj nekako naložene v podzavesti, iščejo razloge, zakaj to ne bi izvedeli. Tukaj je ona dva ratata nasprotujoč se pola, razumete? Oni iščejo potem razlog, zakaj bi ustavili duhovno informacijo, zakaj bi ustavili energijski potencial. Zaradi tega, ker so v možganjih toliko slabe izkušnje naložene, da oni v tistem trenutku ratajo obrambni sistem, ki te hoče spraviti stran od te divje intuitivne informacije zaradi negativnega pričakovanja, da bo izid slab. Zakaj pa možgani sploh pričakujejo slab izid? Zaradi tega, ker so imeli seveda slabo izkušnjo, zaradi tega, ker so imeli izkušnjo in hočejo zdaj tebe zaščititi pred tem, zato ker so enkrat videli, da se nekaj dobro ne konča, ker zaupaš tem informacijam, da se nekaj zgodi in v bistvu se tukaj začnejo pol dogajati te blokade. In potem pride ta intuitivni duhovni del nas, pa ta zemeljski v zelo hud konflikt. Moramo pa razumeti, da je treba poslušati oba. Treba je poslušati dušo, treba je pa seveda tudi delati svojim zemeljskim aspektom, ki ima svoje mnenje tako, ko ima in podzavestno svoje mnenje tako, ko ima na podlagi tega, kar je do zdaj doživela. In zdaj ni jo spravljati v pozicijo sovražnika, ni fore, ampak je finta naučiti se, kako dejansko delati simbiozo. Kaj pomeni definitivno poslušati intuitivne informacije, ampak kako pomagati možganom, da bojo oni dejansko šli v kreativen proces tega in ne v blokadni sistem tega, je pa s čiščenjem starih izkušenj. To pomeni, razumemo, v življenju smo imeli nekaj izkušnje, zato smo se prebudili kakorkoli že, ampak mi moramo možganom zdaj dati nov sistem in jim povedati, da pač ne potrebujemo več tazga delovanja, da ne potrebujemo več teh blokad in da želimo zavestno sprejeti nove možnosti. Ne? Ampak to se pač zgodi načrtno, to se zgodi z meditacijskimi tehnikami in tako naprej. Ni to vedno mogoče na prvo žogico preprosto, zaradi tega, ker možgani, če so dolg časa sprejemali negativne informacije ali pa jih gojili ali pa si celo že ti rado mojstrica v tem, da ti sam znaš sprožati negativne informacije, potem je treba, preden prideš do tega duhovnega potencijala, najprej se spraviti v ta samoobnovitveni, samoregulativni proces, kjer dejansko ti pripravaš, resetiraš in rečeš, od te točke dalje pa gremo tako, okay?
Skratka, definitivno vam dam zdaj za misel, preden se boste šli, če ste se prepoznali v tem, to pomeni, da imate težavo s tem, preden boste šli v močne duhovne manifestacije, dajte se lotiti pol rajš energijskega čiščenja, pa dajte pripraviti sistem, ker možgane vi ne boste mogli kar izklopiti. Ljudje mi rečejo, kako izklopiti možgane. Saj nočeš, da ti res odgovorim na to, ne? Kdaj bomo izklopili možgane? Razumete, ne gre se za izklopiti možgane, gre se za sodelovati s svojim umom, gre se za razumeti svojim umom, gre se za to, da ga ti vklopiš v kreativni del sebe, razumeš, ne izklopiti. Ni to pravo vprašanje, ne moš ti biti sam sebi sovražnik, razumeš, ne? Vedno vam pri tem seveda lahko pomagam tudi jaz, tukaj vam lahko, da vam jaz predlagam, ker vem, lejte, ljudje sem skanalizirala toliko močne metode, pa ne, da se hvala, malo se razumeš? Ampak res sem skanalizirala močne meditacije, močne metode, ki vam tukaj lahko pomagajo. Tako da imate zdaj oktobra, mislim, da je 11. imate pri meni tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev, ta je mečkam bolj napredni, tako da mogoče oni, ki ste začetniki, pa prvi zdaj razmišljate o teh stvarih, mogoče ne bi tega svetovala, zaradi tega, ker vključuje res veliko naprednih tehnik, pa razumevam uma, zelo veliko je treba tudi psihološko gleda, pa povezovati vzorce, veliko je tega, ni toliko zelo preprost tečaj in definitivno je primeren za nekatere, ki so že dali kakšno izobraževanje čez in so bolj duhovno podkovani že odprej, ok? Kaj pa tisti, ki ste prvič začeli razmišljati o tem, pa rabite nekaj za začetek, da umirite misli, da se neha ta kaotika, da zadihate, da umirite svoje življenje. V tem primeru vas pa vabim 3. oktobra, imate pri meni tečaj za umirjanje misli, tečaj umiritve misli in okoliščin je naslov. Okay. Tako da to si vse lahko pogledate oba tečaja, ne, na potovanje.si. Tečaj za umirjanje misli ima pa tudi razlago, zakaj imaš misli, zakaj tako deluje in potem mu pomagaš z meditacijskimi tehnikami dejansko to spravljati pod ravnovesje. Razumeš, samo zato, da se umiriš, da zadihaš, da vse skupaj rata bolj pretočno. Tu unika ste bolj živešči v duhovnosti, vam bo tudi ta tečaj všeč. Oba si lahko pogledate na potovanje.si. Tako da zdaj sem vam večkrat razložila, bodite prijatelji s svojimi možgani, s svojim umom, zdaj sem vam povedala, da so prijatelji, da so kreirajo, mi hočemo samo umiriti, kadar je pa preveč tizga, ki se nabrali. To je to. Drugač pa vsi unika veliko razmišljate, ste ljudje, ki blazno hočete delati na sebi, ste odgovorni ljudje, ste ljudje polnega potencijala in vsekakor niste to, kar ste meni opisali, ala jaz sem čista zmeda in tako, to je to. Jaz vas ne vidim tako in vem, kaj sem zdaj povedala. Upam, da se počutite boljše, spremljite nas, hvala, ker ste z nami in se vidimo.